Hello, jaz sem Urša in dobrodošli nazaj na mojem YouTube kanalu. To je zdaj drugi video, ki bo v bistvu nadaljevanje prvega videa, tako da če vas zanima, o čem bom sploh govorila danes, vam predlagam, da si pogledate prvi video, ki je nekako sam uvod v to. Torej, kdo sem, s čim se ukvarjam, vse to povem v tistem videu, da pa na hitro povzamemo. Sem najstnica, še zaenkrat, stara sem 19 let, prihajam iz okolice Maribora in trenutno se moje življenje vrti okoli bodybuildinga. Tudi moj glavni vir zaslužka je tukaj online coaching, delam zraven tudi nekaj za social media in lani, torej v letu 2023, sem tudi šla na svojo prvo bodybuilding tekmo oziroma na svoje prve 4 bodybuilding tekme, naj bi jih bilo sicer 5. Bom tudi v tem videu povedala, zakaj nisem šla na eno vmes, kaj se je zgodilo, tako da če te zanima bodybuilding in nasplošno ta tema, gledaj naprej. Da na hitro obnovim, tisti, ki mogoče ne boste gledali prvega videa, v fitness sem se spisala po prvem valu karantene, po prvem valu virusa. To je bilo torej junija 2020. Takrat sem se v to nekako zaljubila, tudi pustila sem ples, ker sem imela vsega preveč in sem se posvetila torej fitnessu. Na začetku sem trenirala brez trenerja oziroma brez trenerke, delala sem sama, malo sem se učila po YouTubu, spremljala neke druge ljudi in tudi z mano je takrat hodila ena moja prijateljica. Skupaj smo se torej vpisali v fitness in tako kot večina ljudi, ki pač jih je strah zdaj, ojoj, prvič v fitnessu, nič ne znam, kaj si bo drugi misli, sva mi začeli hoditi zjutraj ob 6 v fitness. To se je držalo nekaj časa, pol pa smo tudi premagali ta, oziroma bom rekla, prebili led in sva začeli hoditi v fitness ob normalnih urah oziroma malo kasnejših urah. Tisti, ki hodite zjutraj v fitness, svaka vam čast. Jaz bi dala vse za to, da bi bila malo bolj jutranja oseba. No, grem to the point, ne bom preveč jepala. Moja fitness pot se je potem v bistvu tudi nadaljevala. Delala sem torej sama in si potem po nekje, mislim, da letu ali 2 plačala oziroma vzela prvega trenerja, z njim sem potem sodelovala nekaj časa, ampak sem potem eno sodelovanje zaključila in sem jaz potem, ko si je Gašper po svoji prvi bodybuilding tekmi, to je bilo oktobra 2022, našel trenerja, sem jaz začela spremljati tudi tega njegovega trenerja in njegovo ženo. Meni je njegova žena bila full fajn, že tako mi je davala res en dober vibe, oba dva sta tudi pro athletes, torej imata naziv ta pro, sta prejela pro karto na tekmi. Tako da sem vedela, da tu bom našla neko profesionalnost oziroma neko vodstvo, ki si ga tudi sama želim na tej moji poti. Jaz sem potem Meg kontaktirala februarja 2023 in tako smo potem v bistvu postavili plan. Postavili smo na eno časovnico, torej na en timeline, kako bo celotna zadeva potekala in sva se v bistvu podali na mojo bodybuilding pot malo bolj resno. Tu sva potem si zastavili, da v bistvu sem, odkar sem jih začeli delati, pa do 1. junija v off sezoni, torej da je to moj growth season, da takrat pridobivam mišično maso, malenko sva bolj povišali hrano, nisva pa zraven dodavali nobenih anabolikov, torej sem naravna in sem čez celoten proces šla naravna. Nič od tega torej ni bilo dodano, to že zdaj povem, ker vem, da tudi marsikoga to zanima. Hrano smo potem nekje zvišali na, mislim, da sem največ, kar sem jedla, je bilo 2700 ali 2800 kalorij. S tem, da jaz sem pred tem, torej v času, ko je Gašper šel na tekmo, ko sem še delala z tistim trenerjem, delala sem tudi nekaj stvari malo po svoje, takrat sem delala preveč kardija, jedla sem pa takrat med 900 pa 1300, ker sem se pripravljala na tekmo, ampak se zavedam, da takrat tega definitivno nisem dovolj resno vzela. Tako da sem jaz potem iz tega, da sem jedla, mislim, da še avgusta, septembra nekje 900 do 1100, šla na to, da sva takrat vmes še nekaj delala z Gašperjem, sem šla na 1700 in potem, ko sem februarja začela z Meg, me ona sicer sprva dala na 2900 na trening dneve, kar je bilo meni ogromno hrane, se mi pač rekla, da je meni to preveč in smo potem šli postopoma, torej mislim, da smo začeli nekje na 2100 na trening dneve in so potem to postopno dvigovali, torej do tega, da sem se jaz uspela navaditi na tako količino hrane, da se je moje telo uspelo navaditi, moja prebava. Tako da najbolj pomembna stvar, ki vam jo položim na srce, če imate trenerja, tudi svojim puncam vedno rečem, bodite s trenerji iskreni. Tudi če vam trener da neko hrano in vam je to preveč, povejte mu. Zaradi tega, ker če bo trener mislil, da vi neko hrano jeste in je ne boste jedli, kaj se bo potem zgodilo? Trener vam bo hrano zviševal, vi pa ne vem, še ne dohajate niti tistih prvih kalorij, na katere vas je trener dal.
Posledično se bo zgodilo to, da ko boste vi šli na nek kat, bo trener vzel stran 300 kalorij, 400 kalorij, se ne bo zgodilo nič. In pač ne bo trener imel pojma, kaj se z vami dogaja. Zato je tu res pomembna neka iskrena komunikacija. No, mi smo potem šli čez ta proces off sezone. Sem pa se tudi naučila takrat, oziroma malenkost prej že, začeti trenirati na pravilen način. Ne bom rekla, da tu obstaja... Vem, da še je to vedno taka tabu tema zdaj, pravilen način, kako to, kako ono. Vsi se delajo norca, ko nekdo reče optimalen način treniranja. Ampak, če tu pogledamo eno stvar. Kaj je tudi en tak nasvet, ki bi jo dala, ko me nekdo vpraša, kako priti do hitrejših rezultatov? Nehaj se zanašati na neke taktike ljudi, ki so elitni genetiki. Ki lahko, če dam za primer fanta, ne. Vi se morate zavedati, da če mi vzamemo res tiste neke top shit bodybuilderje v zgodovini, oni pač imajo elitno genetiko. In oni lahko delajo bilo kaj, pa pač bodo rastli, mogoče lahko naredijo en set za biceps na teden, pa bo jim biceps rastel. Ampak kaj bo se zgodilo, če bo to začel prakticirati neki čisto normalen človek, ki pač nima elitne genetike za bodybuilding? Najverjetneje nič. Najverjetneje ne bo rastel, oziroma bo rastel zelo počasi. Tako da tu je pač potem res pomembno, da se najde neki način, ki pač ustreza večini. Jaz sem potem res začela trenirati bolj kontrolirano. Nisem davala, bom rekla, fokusa samo na kilažo, zdaj pa gremo ego liftat, pa gremo hip thrustat 170 kg z najbolj polomljeno formo, brez da sploh naredim neko bočno hiperekstenzijo in stisnem mišico. Sej ja, jaz sem pretrenirala v fitnessu, bom rekla, nisem bila tisti čisti ego lifter, ampak sem bila tak, ja, bom si pa zdaj dala na palico za hip thrust, ne vem, 150, pa bom naredila tistih 6 ponovitev. Sej ja, meni so mišice rasle, sem se razvijala, ampak koliko od tega dejansko, koliko od te vaje, ki bi bila namenjena v nekem primeru, kot jo delam zdaj recimo v zadnjici, je takrat šlo na hamstringe, na kvade, ker pač nisem znala neke vaje narediti tako, da pa je bila res za zadnjico, ne. In potem sem začela tudi, ko si je Gašper našel trenerja, torej Kubo, in je tudi on začel delati na tak način, sem tudi jaz, ogromno mi je tudi tu Gašper pomagal, torej sem tudi jaz potem oponašala Gašperja oziroma se zgledovala po tem načinu treniranja, torej da dejansko jaz kontroliram težo, ne pa ona mene. Da sem začela uporabljati tisto mišico, ki je tarčna mišica pri določeni vaji, torej da sem začela stiskati mišice, delati počasne negative, zmanjšala kilažo in posledično sem dejansko zadela neko tarčno mišico. Tu sem tudi jaz potem ugotovila, da pa to prinese da dejansko to vodi do nekega napredka, in takrat sem tudi jaz opazila potem res en ful fajn napredek. Mi smo v tem času naredili en body recomposition, kar pomeni, da sem jaz še vseeno ostala dokaj lean. Nisva me torej, bom rekla, basali s hrano, da bi jaz bila res potem, da bi imela res neki visoki procent telesne maščobe, tako da sem tudi na koncu svoje off sezone bila dokaj lean, torej za nekega, bom rekla, povprečnega človeka, ki se mogoče ne ukvarja s fitnessom, če bi me pogledal, jaz sem bila pač dokaj lean, definitivno sem imela pač kar nekaj maščobe, ampak nisem pa bila tisto zrejena. Mi smo potem začeli najin ta kat 1. junija in v bistvu, koliko se spomnim, na začetku sva dodali, mislim, da samo 20 minut kardija na res dneve in malenko znižali hrano. Potem pa smo v bistvu čez čas stopnjevali kardio. Naj še to povem, jaz nisem nikoli delala več kardija kot 30 minut na dan in korake sem imela po večini na 12.000. Moja prva tekma je bila bazirana torej v Srbiji 7. oktobra v Srbiji v Jagodini. Sem pa v bistvu jaz tekmovala v lanski sezoni v 2 federacijah in tudi posledično sem šla v 2 kategoriji zdaj. V federaciji AFBB sem jaz ustrezala bolj v neko kategorijo wellness. Sicer zdaj, ko gledam za nazaj, pa vidim, kako tajni sem bila, bi mogoče tudi lahko šla med bikinike. Nisem takrat probala, ampak jaz sem se pač takrat odločila, da bom šla tja v wellness, ker tam so bile vseeno bikinike malenkost bolj tajni, vsaj na tisti tekmi, jaz pa sem bila nekje vmes. Torej takrat sem se odločila, da bom šla v wellness. Potem pa, ko sem šla na svoje NPC tekme, sem šla v kategorijo bikini, ker tam pa so tudi bikinike malenkost večje in tudi wellness punce so pa res že kar orang. No, da se zdaj vrnem malenkost nazaj. Jaz sem potem, mislim, da sem še bila avgusta na nekje 1800, ne,
začetek avgusta sem še bila nekje na 1800 kalorijah na trening dan in potem smo to znižali. Najmanj, kaj sem v bistvu jedla, je 1200 ali 1100 nekje tu in imela 30 minut kardija na dan in 15.000 korakov. To mislim, da je bilo ene 3-4 tedne pred mojim prvim tekmovanjem, ki je torej bil 7.10. v Srbiji v Jagodini. Naj pa že zdaj to povem, tisti, ki mogoče se tega ne zavedate, je ful pomembno vedeti, da pač te kalorije niso sustainable. Torej na teh kalorijah ti ne moreš biti dlje časa. Jaz sem bila na teh kalorijah zgolj iz razloga, ker sem se pripravljala na tekmo. Torej, vsi, ki zdaj to gledate, se niti slučajno ne zgledujte potem, da bi pa zdaj višli na takšne kalorije. Jaz to razlagam zgolj zato, ker se mi zdi, da je fajn, da dam neki closer look v to, kaj se je pač dogajalo, neki closer look v mojo pot. Vam pa priporočam, da tudi, če si kdo želi na tekmo, če si kdo želi biti res lean, ne delajte stvari sami, ne delajte stvari brez znanja. Res pomembno je, da vas čez to vodi neka oseba, ki ve, kaj dela in ki ne bo uničila vašega telesa. Ker iskreno me kar boli, oziroma ne vem, spokaj si namislim, ko slišim, da so ene punce pa bile, ne vem, 10 tednov pred tekmo, pa so bile na 900 kalorijah, pa na 1 uri kardija na dan, pa na ne vem koliko korakov in si znate predstavljati, kaj to naredi s telesom, še posebej ženskim telesom, ki se pol treba tu zavedati, da je tu menstrualni cikel in vse ostale stvari zraven. No, torej, jaz sem potem, mislim, da bila nekje par tednov na teh res najnižjih kalorijah. Zdaj, kako je bilo takrat počutje? Iskreno, grozno. Torej, takrat se spomnim, da sem šla, ne vem, na trening okoli 2-3 in sem pač komaj prelezla čez trening. Ful sem bila nizko, energetsko. Ne znam si sploh predstavljati, da bi jaz takrat imela 1 uro kardija na dan, ali pa še kaj več, niti slučajno, ker sem že takrat bila kar energetsko. Je pa bila ena napaka, ki sem jaz naredila to leto in se definitivno tega zavedam to, da sem malo preveč pričakovala od sebe, v smislu, da sem pa jaz bila tako, ok, se če jaz začnem svoj cut junija, lahko jaz še potem komot naredim na koncu novembra tekme, kar pa se pač večina ljudi, ko gre prvič, ne zaveda, da boljše, da ti prvič narediš malenkost krajši cut. Zdaj govorim v vsakem primeru 20 tednov, je po moje za nekoga, ki prvič tekmuje, neka ta številka, okoli katere je pač fajn, da se stvari vrtijo. Jaz bi rekla, da zdaj od 16 do 20 tednov, tu nekje, seveda definitivno odvisno, kako začetno točko ima nekdo, kakšna tekma na vse zadnje to je, ne? Ker če zdaj ti greš na, ne vem, neki pro qualifier, pa želiš biti čisto vezana, pa če pač greš ti res na neko, bom rekla, čisto vaško tekmo, za katero niti nimaš cilja biti čisto vrezan, je potem tu spet odvisno, kak fejs boš pušnil, koliko časa si boš vzel, dokot boš pustil kalorije in pač ogromno enih dejavnikov je tu, tako da ne moreš da reči, to je način, ki fita vsem in po tem načinu delajte, ampak pač kako mu paše in pač definitivno prepustite se trenerju, pa delajte tako, da bo pač rekel on, zaupajte mu. Nisem za nič govorila o kilogramih, pa vseeno bom. Moja začetna točka je bila 66 kg, torej sem bila najbolj heavy, torej konec maja sem imela nekje 66 kg in torej na svoj tekmi v Jagodini sem potem imela okoli 54, to pomeni 12 kg down. Definitivno to ni bila samo maščoba, se mi zdi, da sem tudi izgubila kar nekaj mišične mase, ampak itak vidiš, koliko mišične mase imaš, komaj ko si lean. Potem sem imela 1 teden bez pauze, sem šla v Poreč, torej 14.10. sem šla v Poreč in po Poreču smo mi uvedli en mini deload, oziroma ne mini deload, ampak en taki diet break. Takrat sem potem imela malenkost višjo hrano in od takrat dalje potem v bistvu mi več nisva hrane tak fejs drastično nižali. Torej, mislim, da jaz sem potem šla na naslednjo, v bistvu ti 1 teden pred tekmo ne delaš več kardija, vsaj ponavadi je tako, da imaš tisti peak week. Zdaj je prvi peak week. To je res ena taka zanimiva stvar, zaradi tega, ker pač ko si ti na peak weeku, se ti hrana malenkost dvigne, ampak mi z Max smo takrat izločili zelenjavo, zaradi tega, ker torej zelenjava fermentira, te naredi napihnjenega, tako da mi smo dali to v stran in tudi dali smo v stran gazirano pijačo. Vsi veste, da pač je zelenjava stvar, ki ti da tu volumen, da ti da to pač, da si malenkost bolj sit, da si malenkost bolj poln in meni je bil ta peak week, bom rekla, kar hud. Zdaj, pač treba se zavedati, da če greš na bodybuilding tekmo, je pač lakota neka stvar, ki tu zraven pride in
kako se znajo včasih možgani igrati s tabo, ko dejansko si pač lačen, ne, ko je tvoje telo v tistem stanju, ko si lačen. In jaz sem takrat kar enih par stvari spustila v tistem obdobju tekme, vem, da par eventov, ker sem se pač zavedala, da mojemu telesu dosti več pomeni to, da je doma, da počiva in res pač imaš zelo malo energije, vsaj jaz sem imela. Si iskreno ne znam predstavljati, da bi pa mogla še iti na neki 8 ali pa 10 urni šiht. Res sem bila tistem trenutku tako hvaležna, da lahko delam to, kaj delam, da delam stvari online, da sem lahko doma, da lahko delam s puncami online in so tudi pač punce ful lepo razumele. So me čisto razumela, da sem bila kdaj čisto ubita, ampak sem se res potrudila, da ljudje, ki pač si vzamejo pri meni neko storitev, jo tudi dobijo in je ta storitev torej kvalitetno izvedena. Zdaj, ali je to trening v živo, ali je to online coaching. Večinoma sem delala takrat pač online, ker mi je bilo tudi lažje. Tako da, ja. Zdaj, glede kopalk in teh stvari bom povedala, ker zdaj to v okviru prve tekme, torej zato, ker sem šla v 2 različni federaciji, sem rabila tudi dvojne različne kopalke in dvojne različne petke. Je to ena stvar, ki je kar draga. Torej, jaz sem si kopalke naročila v Srbiji pri eni ženski, mi jih je pač ona naredila in sem dala za njih 450 €. Plus tega, da sem še dala za petke 100 €, tiste druge kopalke, iz tiste druge tekme sem si pri eni punci sposodila, tega sem dala manj. In tudi za tiste petke, ker so petke morajo razlikovati, torej v IFBB federaciji ti ne smeš imeti platforme, v NPC pa pač mislim, da moraš imeti platformo, ne vem, če lahko priješ brez platforme, torej spet so tu zdaj dvojni čevlji. Vadila sem posing kar dosti, torej za tisto prvo tekmo, tu sem si tudi vzela eno punco, ki me je učila posing. In mislim, da je ona takrat imela 100 € za 8 sessionov, kar se pač vidi, da je tu Balkan, ker je pač malenkost bolj poceni. Medtem, ko sem potem za tiste druge tekme delala za eno olimpiko in mislim, da sem ji dala za 6 x po 45 minut, 500 pa nekaj, kar je bilo kar. Sicer to je bila tudi ena taka izkušnja, bom rekla, se točno vidi, da je ona olimpika, se ukvarja s tem, ker ne vem, mi dve bi nam imeli session 45 minut in smo imeli 30 minut in je ona kar šla. Pol sva bili zmenjeni za session, jaz si pač valjda tudi cel dan organiziram okoli tega, da pa imam takrat pa takrat za njo, ne bom zdaj imensko session, prijem domov prej, ono tisto, že čakam v petkah, ono grem na ta najin link in je ni tam, jaz si pišem, halo, mi ne odpiše, mi napiše potem, jaz si pošiljam drugi dan, pač samo pošljem vprašaj, ono, pač kaj se dogaja, ne, ono, pač imeli smo schedulan session, posing session, jaz sem zaradi tega si celi dan organizirala, like, where are you, what happened, ne. Ona, ja, da je imela neke stvari, jaz se mi iskreno prečujem in to je bilo tik pred tem, ko bi recimo jaz šla na tekmo, vseeno pa se mi zdi to res neprofesionalno, pol sta nama še ostala 2 sessiona in jaz sem itak vmes potem že dala zadnjo tekmo skozi in se mi je itak zdelo totalno brez veze, jaz sem pol pač tej punci napisala, če mi lahko vrne denar, da pač nisem bila zadovoljna, da sem plačala za 6 x po 45, izvedli smo 4 x, od tega 1 x 45, 2 x 20 in pa 1 x 30. Če mi pač lahko vrne denar, napiše ona, ja, seveda, da bo vrnila, ni vrnila, sem še enkrat napisala, če pač lahko vrne denar in me sem sinala, tako da I guess, da ne bo zdaj nič z tega, ne. Medtem ko pri tisti drugi punci, ki pa je pač iz Balkana, se točno videlo, da se je res trudila za vsaki najin session, mislim, da smo imeli urne sessione, punca je meni risala na papir, kje se gre na oder, kje se to in pač res na tistega ogromno odnesla. Torej, na svoji prvi tekmi sem potem tekmovala v teh 2 kategorijah, torej tekmovala sem v Wellness Junior, kjer sem bila druga, in potem sem tekmovala v Wellness pod 163 cm, se mi zdi, ja, Wellness pod 163, kjer sem bila potem tudi druga, kar se mi zdi za prvo tekmo in glede na to, da to ni niti originalno moja kategorija, torej Wellness ni originalno moja kategorija, se mi je zdelo to ful fajn, tudi zadovoljna sem bila in z izgledom in z performanceom, tako da je bila ena čudovita izkušnja, sem ful hvaležna Gašperu in mojemu Atiju, ki sta bila takrat z mano. Ati je res vse skuhal in za sebe in za Gašperja. Gašper mi je pomagal s tenanjem, res me je ful lepo natenal, tako da to mislim, da je bilo pač res top izvedeno. Potem je edino žal, da nisem šla še drugi dan, ko smo že ostali v Srbiji,
na eno tekmo, ki je bila drugi dan v Beogradu, ker sem bolj ugotovila, da tisti dve punci, ki sta bili druga in tretja, sta bili potem prva in druga. Torej, če bi jaz prišla na tisto tekmo, oziroma ne, tisti dve punci, ki sta bili tretja in četrta, sta šli potem na drugi dan na tekmo in sta bili prva in druga. Torej, tiste punce, ki je bila prva, ni bilo. Mene, ko sem bila druga, me tudi ni bilo, torej, če bi šla na tisto tekmo, torej, mislim, da je bil Achillea Open, se je imenovalo, bi najverjetneje zmagala, bi dobila 300 evrov, ampak kaj čmo zdaj. Takrat sem malo se sekirala, sem bila tako, zakaj nisi šla, pa je pa ne, ampak dobro, smo šli domov in je bilo tudi fajn. Vzela sem si takrat tudi en off meal, torej, valjda, če smo bili v Srbiji, čevape, to mi je tudi v krvi drugače, tako da evo smo še to izkoristili. Se pa mi je slučajno zdaj, ko govorim o tem, ko govorim o celotni tekma izkušnji, zgodilo to, da mi ravno pridemo v apartmaja, prej nisem nič delila pač na social media glede tekem, niti nisem nič povedala, da grem, da se pripravljam. Sem sicer delila, da sem na katu, ampak sem ful taka oseba, da rajši najprej nekaj naredim, pa potem govorim o tem, kot pa da bi zdaj na dolgo in široko razlagala, kako grem jaz na tekmo, bi čutila to neki pressure in potem slučajno, če bi se kaj zalomilo, bi se počutila itak si, bom rekla, razočaran sam nad sabo ali pa žalosten, če se kaj ne izvede prav. In potem bi čutila tisti neki pritisk do ljudi, ki me spremljajo, ki pa po eni strani, ja, mogoče celo zahtevajo nekaj od mene v tem smislu. Tega sem potem se odločila, da bom to delila vse po tekmah, če seveda jih bom izvedla, sem jih, tako da, ja. In pridem jaz domov v tisti apartma tik po tekmi, pogledam jaz in valjda na Instagramu sporočilo, da sem bila logoutana, da se nekaj v glavnem, sploh nisem vedela točno zdaj, kaj se dogaja. In valjda so mi vzeli Instagram profil takrat, jaz sem imela pa tisto modro kljukico, za katero plačujem samo in izključno iz razloga, da se mi kaj takega ne zgodi, torej da je moj profil safe, da je zaščiten, da mi ga ne more noben vzeti, oziroma če že se kaj zgodi, da lahko lažje pridem do nekega customer service supporta in valjda pač to je zdaj sicer še vedno si jo plačujem, če slučajno bo kaj, jaz še vedno verjamem, da je to boljše, ampak takrat mi sicer ni nič pomagalo, potem sem se zmenila z enim hackerom, je to uspel rešiti, tako sem pol to delila na Instagramu, se mi zdi, da sem res dobila ful enega supporta in sem pač itak ful hvaležna za vsakega, ki mi je dal neko lepo besedo, ki je delil neko to stvar. Tako sem takrat v bistvu prvič povedala, da sem šla na tekmo in mislim, da je bil odziv res, res super. Potem sem pa imela torej čez en teden tekmo v Poreču, takrat sem šla v isto kategorijo, torej spet je bila to IFBB tekma, torej IFBB je ta federacija in wellness, torej ta kategorija. Tam sem bila tudi druga, sicer sva bili na tekmi samo dve, jaz sem iskreno pričakovala, da nas bo več. Takrat mi je tudi žal, da se mogoče nisem prijavila kot v dvojni štart, kot tudi v bikini, ker sta v bikiniju bila tudi samo dve punci, tako da bi posledično potem videla, kje sem mogoče tudi tukaj, ampak dobro. In potem sem imela vmes ta diet break, o katerem sem že govorila malo nazaj, ful zdaj skačem, tako da upam, da vas ne moti, upam, da uspete držati neko moj nit med tem, ko jaz za to vse skupaj razlagam, ker je res dosti enih informacij, tega se trudim, da uspem vse povzeti, kar se pač meni zdi pomembno. Potem so torej imeli ta diet break, tu mislim, da sem jedla okoli 2000, tu nekje, če se ne motim. Kardija nisem delala, torej 2 tedna, pa potem pri diet breaku tudi ne, torej 3 tedne nisem sploh delala kardija. Potem sem kardio vmes delala en teden ali 2, se mi zdi, sem ga potem spet delala. In potem sem se mi z Meg odločili, ker sem ja želela torej na svojo prvo NPC tekmo iti na EVLS Prague, ki je v bistvu pro qualifier, kar pa pomeni, da tista punca, ki zmaga celoten klas, dobi pro karto in lahko potem tekmuje v tej profesionalni ligi. Torej jaz sem že to na svojo prvo tekmo, sem se itak zavedala, da pač jaz kot 19-letnik, ki je to moja prva tekma, ne želim zdaj ne vem kakšnih rezultatov, grem bolj za izkušnje, ampak sem si vseeno rekla, kaj pa če bi jaz mogoče pred to glavno, veliko, ogromno tekmo šla na neko manjšo tekmo. In sem potem uspela najti, da je v bistvu bil v Sankt Leon Rotu v
Nemčiji. Upam, da sem zdaj to vse skupaj prav izgovorila. Če nisem, mi lahko napišete v komentarje, kako se to prav izgovori. Da je ena tekma in v bistvu sem bila tako, ok, grem jaz pač na to tekmo, ki je itak regionalna, to pomeni, da ni pro qualifier, da pač je glavna nagrada zgolj to, da si prvi, ne pa to, da dobiš pro karto in lahko tekmuješ v profesionalni ligi. Mi smo se potem odpravili tja v petek. Ja, tekma je bila v soboto, mi smo se odpravili tja v petek, okoli enih in mi smo se kar dolgo vozili, pridemo tja ob 9. Registracija se pa zaključila ob 6, tako sem v bistvu zamudila na registracijo, sem se potem uspela zmeniti, da grem drugi dan zjutraj na registracijo. Vse se mi je fižlo z make-upom, ker bi takrat imela make-up, tako da potem sem že bila na tem, da si kupim sama. Bila sem itak tam brez make-upa, ker pač sem si ga jaz rezervirala. Jaz sem bila doma, jaz tako, ok, pač make-upa ti itak zdaj ne rabiš, če ti bo ga tam delali. Tako da sem pol imela namen, ok, grem si jaz zjutraj kupiti make-up, umeti trepalnice, si bom pač naredila sama make-up, mi bo tam ena ženska pomagala samo da trepalnice gor. No, v glavnem, to sem pol nekako uspela, itak ful enega stresa, pridemo, mi gremo v trgovino in gremo direkt v apartma. Tisti fant, ki je torej šel zraven, oziroma ki je peljal, je šel spat, in jaz z Gašperom pa smo šla v kopalnico in mi je Gašper začel delati ten. Prvo plast tena mi je ful lepo naredil, pa smo se zmenila, da bomo drugo plast naredila naslednji dan zjutraj. In ok, ura je bila 12, torej Gašper gre spat, jaz si še tisto malo za fenom sušim in potem tudi jaz pa se vležem v poslo in zaspim. Potem pa se zbudim in gasa na WC, jaz si slečem polover, naredim figo in pač bruham. In to je šlo z mene samo berisi, torej maline in torej samo maline. In sem mislila, dobro pač, mogoče je bilo to, da so mi pač zaškodile, da je bilo malo preveč kisline, ok, grem jaz zbudim Gašpera, Gašper, je on tak, ja, bruhala sem, sej bo ok, vrija, se jaz vežem poslo, zaspim in potem tisto, ko imaš neke lucid dreams, ko samo nekaj premlevaš, pa ne spiš prav in se pač jaz spet zbudim oziroma spredramim iz tega, spet letim na stranišče in se jaz zbudim, spet na WC, figa, polover dol, isto in pač spet bruham. In potem smo tako, pač jaz ne grem nazaj v poslo, ker definitivno se ful slabo počutim. In sem si v bistvu dala na stranišče, oziroma ni bilo stranišče, bila je kopalnica, sem si dala na tla odejo, Gašper mi je prinesel pošter in poskušam jaz zaspati, dala sta mi fanta en rice cake za pojest. In spet, 20 minut ne mine, jaz se zbudim in sem pač mislila, ok, zdaj bo pač mogla iti na veliko potrebo. Sedaj sedem na školjko in hkrati, ko jaz sedim na školjki, je bila bana na levi, vse gre z mene ven, direkt v bano in to pa se mi je potem tudi prvi zgodilo, da v bistvu mi gag reflex ni popustil. V bistvu v meni ni bilo nič več in meni je gag reflex metalo gor na 2 sekundi in nisem prišla do diha in jaz sem pač, mogoče se sliši kot da pretiravam, ampak jaz sem takrat mislila, Gašper, jaz sem zadušila. Pol me je uspel Gašper pomiriti, hvala Bogu, se jaz vležem nazaj, malo zaspim, čez 20 minut se jaz sedem na školjko. In vse gre z mene in od spodaj in tu, isto. Torej, isto, jaz nisem imela totalno nič več zadati ven sebe, ampak pač z mene je somehow šlo. Meni je bilo, pač ne vem, če mi je bilo kdaj bolj grozno v življenju, itak potem je bila ura 8 zjutraj, tako da itak potem tekma ni več prišla v poštev, ker niti jaz nisem bila, niti nisem ok počutila, da bi zdaj tam pa šla na oder. Zgledala sem pač koliko toliko ok, ampak potem pač dansko smo se odločili, da gremo domov, da jaz nisem ok, niti da grem na make-up, da grem na tekmo, da še dam to vse skozi, ker kaj pa veš, mogoče bi, ne vem, šla na oder, pa bi, ne vem, bruhala na odru or something. Takrat smo se pač potem odpravili direktno domov. Ko smo se vozili domov, je mene ekstremno zeblo, čeprav niso mi tako mrzlo v avtu. Jaz sem potem prišla domov, sem imela, mislim, da vročine 39, sem pojedla nekaj malega, mislim, da mi ati naredil neko polento, pa sem spala dansko na kavču 12 ur. Ko sem se razbudila, sem imela vročino samo še 37,2, kar niti ni več tako vročina in tu slabo mi ni bilo več. Tako da potem je moje telo rabilo nekaj časa, da pride k sebi, ta pač prva tekma je splavala po vodi. Bom rekla tak, 500 € je pač šlo, adijo. Hvala Bogu po eni strani, da smo zvečer zamudili na registracijo, ker drugače bi še dala 150 € za registracijo. Aha, pa ko smo pri registracijah, za registracijo sem dala v Jagodini, torej v Srbiji,
mislim, da 100 evrov. Ja, mislim, da sem dala 100 evrov, torej 50 evrov za vsak klas. V Poreču pa nisem dala nič, ker je pač bilo zastonj. Tu pa bi mogla dati 150 evrov za za 3 klase. Torej, mislim, da bi mogla dati 150 evrov za 3 klase. Torej, šla pa bi v Novice, to pomeni ti, ko so prvič na NPC tekmi, šla bi v Junior pa v Open. Tako da ja, to. In potem v bistvu, ja, ta tekma je šla skozi, moje telo je potem uspelo čez čas priti k sebi in potem je bil že čas za drugo tekmo oziroma prvo NPC tekmo v Pragi. Torej, s kolegico sva tja šli z Flixbusom, tam pa je bilo prvič, ko je bilo malo vse bolj profesionalno, torej bil je professional tanning, torej da to oni prav natenajo. Ten je stal, mislim, da 130 evrov, tako da ja, je to vse skupaj kar drago, če si potem zračunaš in pot in stroške bivanja in trenerja, hrano, članarino, potem torej plačala sem še članarino 50 evrov, zato da pač ti sploh lahko v NPC-ju tekmuješ in pač valjda potem za same tekme. Dala sem še tam za make-up 80 evrov, naj bi dala 100, ampak so se nekaj zmotili, tako da sem pač dala 80 in potem sem šla tja na tekmo, tam je bilo torej vse ok, bilo nas je ful dosti. Mislim, da sem med juniorkami bila 6, nekje v drugem call-outu, ampak koliko smo se pogovarjali, pač bila sem najmlajša. Tista, ki je zmagala juniorke, mislim, da je bila zadnjo leto junior. In meni je to dalo eno tako motivacijo, ko sem gledala potem tam v backstageu, tudi ko sem šla open v svoj, torej height class, torej v svojo višino. Ko gledaš ti tam zadaj tiste bikini punce, ki pač so mogoče na kakih drugih tekmah res tiste najbolj tiny skinny, ki pač tam so že res na kar nivoju, ker pač so tam punce, ki se potegujejo za pro karto, ne, tista, ko je zmagala, je potem šla naslednji dan lahko tekmovati že v to pro kategorijo, skupaj z tistimi puncami, ki so ene že Olympia qualified, ne, torej kvalificirane za največjo bodybuilding tekmo na svetu, torej Olimpijo. In gledaš tiste okromne, juicy zadnjice in rame in pač meni je dalo to full ene motivacije. Sva potem naslednji dan s kolegico tudi šle gledati pro tekmo, na kateri je bil Urs Krasinski, Samson Dauda, Kevin Levrone je bil, torej imel svojo stojnico, tako sem se slikala z Kevinom, slikala sem se z Ursom s kamero, videla sem pač ene punce, ki so bikini, ki jih spremljam že zelo dolgo, kar pa mi je bilo zanimivo, pa je bilo to, da potem na tej pro tekmi pa ni bilo wellness kategorije. Tako da vse kategorije so bile, razen wellness kategorije ni bilo, to mi je bilo iskreno malo čudno. Glede tega se pa je pač videlo, da je to pro qualifier tekma, zaradi tega, ker sem jaz za samo štartnino dala 425 evrov, torej 125 evrov za junior class in vsak class, ki je torej obdarjen z pro karto, če zmagaš, je stal 250, tega sem prodala 250 za open, pa 125 za to, kar je bilo pač kar expensive. In če ne delaš, torej če nimaš nekega joba, če ne služiš denarja, pač je bodybuilding nemogoče furat, ker je pač res dragi šport in od njega praktično, dokaj nisi na nekem visokem nivoju, nimaš nič, razen mogoče tega, da pač s tem tudi promoviraš sebe kot trenerja, sebe kot nekega social media kreatorja ali pa mogoče tudi celo vplivneža. Sicer vem, da ta izraz je full nepopularen, zaradi tega, ker vsi to jemljajo kot nekaj influencer, ampak vseeno, glej, jaz se zavedam, da pač jaz vpliv imam na te ljudi, ki me spremljajo. Tudi sem zelo vesela, ko mi punce napišejo, pa sem šla zaradi tebe fitness, pa sem dobila motivacijo, super. To je meni na koncu dneva pač najpomembno, dosti bo pomembno od tega, da se mi nekdo tam smeji, ker si misli, ja, ta pa si zamisli, da ne vem kaj, ne mislim si, ampak če si pa nekdo drugi to misli, glej, njegova stvar. Tako da se mi zdi, tisti, ki se imajo več časa za ukvarjati z drugimi kot samim sabo, vemo, da je problem na tistih, ne pa na nas, oziroma na teh 99% ljudi, ki so oziroma smo normalni vsaj glede te teme. Tako to je bilo to. Mi s kolegico smo potem šli domov, mislim, da je bila tekma v soboto, mi pa smo prišli v četrtek, pa šli domov v nedeljo. Tako da ja, potem sem v bistvu imela en teden vmes časa do svoje druge naj bi bila moja tretja NPC tekma, ampak je bila druga.
druge NPC tekme v Tarragoni, to je torej blizu Barcelone. Jaz sem se potem odpravila v Barcelono že v sredo, imela pa sem potem tekmo v nedeljo. To je bila dejansko tekma, ko je bila v nedeljo, kar se mi je zdelo malo čudno. V Barceloni sem potem bila 2 dni sama, 2 dni pa sem bila pri eni moji kolegici, ki študira tam, tako da sem bila potem pri njej v tem dijaškem domu oziroma v dijaškem stanovanju, hiški, whatever. Ona je potem z mano prišla v Tarragono, šli smo kar z vlakom, mislim, da je bilo nekaj urco pa pol ali urco 45 do 2 urci. Tam je bila pa tisto regionalna tekma, torej ni bila pro qualifier. Tam sem potem šla v Novajs, torej nisem šla v True Novajs, kar pomeni, da si prvič, ampak sem šla v Novajs, kar pomeni, da še nisi zmagal tekme, v juniore pa v Open. Zmagala sem Novajs in zmagala sem juniore, v svoji Open kategoriji pa sem bila druga, tako da to je bilo definitivno ful fajn. Sicer se je videlo, da je organizacija dosti slabša, zaradi tega, ker jaz še sploh nisem imela tena nareditega, čakala sem tisto svojo tanning lady, nobeni ni mogel preklicati, nobeni vedo, kje je. Make-up mi je ona delala, tu mi je pustila en ogromen flag, jaz ne rečem, če mi lahko zablenda, ok. Prišla sem tja na make-up recimo, mislim, da je bila ura 2:30, so bili mi zmenjeni. Jaz prijemam 2:30 k njej na make-up, jaz jo pač gledam, če mi ja pač itak v angleščini se pač tam pogovarjaš, sicer ona je ful slabo znala angleško. Če sem že na vrti, mi reče, da ja, da še ima eno punco pred mano, pa ona je že eno punco delala, eno punco je še imela za mano, jaz je bila na odru že za ob 4, ne, pa še tem bi mogli narediti, tako da sem itak bila ful živčna že zaradi same organizacije. Polje, na koncu je bilo, hvala Bogu, vse ok, jaz sem imela make-up, bila sem zrihtana, lase sem tak pač si sama pač počesala, itak sem imela na vseh tekmah samo pač ravne. To je bilo to. Pol me je ona, hvala Bogu, uspela narediti ten, sicer se itak ni uspela prav posušiti, ampak dobro. In ja, to mi je bila ena ful fajna izkušnja, ko pač se dejansko vidiš zraven večjih punc, ki dejansko spadajo v tvojo kategorijo, pa so vseeno na regionalni ravni. Je vseeno to potem itak malo bolj amatersko. Tako da je bila definitivno ful fajn izkušnja. Potem sem si vzela tudi en fajni off-meal, malo sem poskusila to hrano v Barceloni, iskreno, takrat sem že bila kar utrujena, tudi moje telo je bilo kar utrujeno. In če bi lahko šla nazaj in ponovila celotno sezono, bi naredila drugače to, da bi definitivno oktobra stisnila vse tekme notri in bi potem novembra že začela. Zaradi tega, ker če bi jaz, ne vem, oktobra šla 7. na prvo, 14. na drugo, pa še potem 2 NPC tekmi, bi to bilo čisto good. Mogoče tudi iz denarne, da povem, že še tu pa sem potem plačala, mislim, da za ten, make-up, vse skupaj, mislim, da 350, tudi za članarino, tako da definitivno sem prišla dosti bolj poceni skozi. Pa še na obeh tekmah sem si vzela fotografijo. To točno zdaj se ne spomnim, mislim, da je na tej v Pragi bila fotografija, video vem, da je bil 100, slike pa se mi zdi, da 80, na tisti tam pa mislim, da so bile slike 100 ali 75, zdaj se iskreno ne spomnim točno, ampak nekje tu so se gibale torej cene, medtem ko tam v Srbiji pač so bili fotografi, ki so ti pač potem te slike poslali za stojn, oziroma vem, da tisti, ko je računal, mislim, da 30 ali 40, sicer si pri njemu nisem vzela, ampak samo toliko, da tudi malo vidite. Za make-up v Srbiji pa sem dala 25 €, ker so vse artistke skoraj imele tako ceno, s tem, da sem prišla v njeno hišo, spet da je stal Mercedes, noter je imela vgrajen salon, vse v kamnu, Dior, Charlotte Tilbury, kaj še imela, pač res MAC, pač vse te znamke make-upa in ja. Torej, dala sem tam 25, v Sloveniji sem dala 50, na ostalih tekmah pa sem dala 80 za make-up, ker se pač vidi, da je to čisto tak international, pa recimo bi rekla, da najboljši make-up, torej najbolj všeč mi je bil v Sloveniji, drugi najbolj všeč mi je bil v Srbiji, tisti ostali pa niso bili tako fejs kvalitetni, ampak sem pač dala za njih največ, kar pač glede na to, da vseeno je to na tisti tekmi, ki je malo bolj profesionalna, in tako pač sem se zavedala, da bo to stalo več oziroma da bo dražje. Torej, če bi sfurala vse te tekme v oktobru, bi se posledično zgodilo, da bi jaz začela že novembra ta reverse diet in mi tudi potem ne bi bil težki ta proces potem, ker jaz sem pa zdaj glih na začetku
decembra prišla v obdobje reverse dieta. December, se vsi vemo, kak mesec je, to je praznični mesec, dosti se je, dosti je dobre hrane pri nas doma, bom rekla po eni strani žal, imajo pač večina ljudi rojsten 9. decembra, tako da ko sem jaz prišla domov, ostala sem še nekaj dni v Barceloni, poskusila sem njihovo hrano, Ko sem prišla domov, pa sem šla samo iz rojstnega dneva na rojstni dan, na rojstni dan, na rojstni dan, božič, prazniki, ono tisto, potem sem šla z Gašperjem v Manchester, tako da je iz vidika kontrole hrane bilo to, bom rekla, malo slabo. Definitivno bi bilo boljše, da bi končala svoj prep prej, pa bi potem lahko imela čas, da se zdravo, na nek zdrav način vrnem nazaj v reverse diet, bi se ga lahko dosti boljše lotila, ampak ni bilo narejene neke ogromno škode, ker sem se pač le probala držati, koliko sem se lahko tiste dni, ki pač si nisem vzela off-meala. Je pa pač potem tu vedno prisoten ta, bom rekla, neki občutek lakote. Neki občutek lakote, da se pač sploh ne moreš najesti. Sem tu izgubila menstruacijo, mislim, da sem jo imela nazadnje avgusta. In potem sem jo dobila zdaj, ko sem bila z Gašperom v Londonu, torej januarja, konec januarja, torej sem bila dejansko september, oktober, november, december, januar, 5 mesecev brez, kar definitivno ni ok, ampak pač večini ljudi se pač to zgodi, vsaj ženskam. Tako da to je bila ena ta, bom rekla, slaba stvar tega, mogoče bi tudi bilo boljše, če bi jaz prešla iz tega kata. Tako zdaj definitivno plan za naprej je ta, da v bistvu sem to celo leto zdaj v neki off sezoni, oziroma da pač si celo leto vzamem zagrajene mišične mase. Zdaj sem torej v off sezoni, potem vem, da je Maxi zamislila vmes, da imamo neki kat, torej da mislim, da imamo od aprila do junija neki minikat in potem gremo spet v off-season, zaradi tega, ker se zavedam, da še rabim dosti ene kvalitetne mišične mase in potem bova najverjetneje začeli kat v začetku januarja, torej komaj naslednje leto in bom potem leta 2025 šla spet dalje na tekmo. Zdaj sem nekje 9 kilogramov više od stage weighta, torej zdaj, danes zjutraj sem imela 68,8 kilogramov, kar se mi zdi nekaj normalnega, pač po tekmi. Vem tudi, da je v tem svetu ogromno nekega laganja, ogromno ljudi se laže glede svoje teže, ampak jaz iskreno v tem ne vidim nekega smisla, ker s tem samo, bom rekla, mečeš ljudem pesek v oči. Sam pri sebi itak veš, koliko imaš kilogramov, in potem se delajo te neke nerealne spremembe. Pač nerealno je, da imaš ti po tekmi, ne vem, 3 mesece po tekmi 3 kilograme več. To je nerealno in pač to se zgodi. Zdaj, kako se mentalno? Mentalno sem zdaj ok, rabiš definitivno po tekmi nekaj časa, da prideš nazaj mentalno, da se navadiš tega svojega bigger bodyja, pa jaz zdaj ne govorim, da imam jaz bigger body, da ne bo zdaj kdo mislil, da mislim, da je to bigger body, pa da je bilo kaj, kar je večje od tega big body, ne, ampak jaz se v svojem telesu, oziroma zdaj se ne, sem se po tekmi, ko sem se začela dejansko pač rediti, ko sem začela nazaj dobivati to zdravo telesno maščobo, zdravi procent telesne maščobe, počutila big. Ker je pač to normalno, ker si ti v glavi navajen tega, da si lean, da imaš vrezane trebušne mišice, da imaš žile po trebuhu in tisto vmesno obdobje bi jaz rekla, da je najhujše, ko torej nisi več tako vrezan, da imaš po trebuhu žile, da se ti vidijo neke striacije, da se ti vidi vse, pa še vedno nimaš tisti, moje merilo tu je juicy glutes, torej da nimaš dejansko zadnjice, da ti še ne gre toliko maščobe tja. Tisto obdobje je bilo za mene najhujše, ker sem se po eni strani počutila dejansko chubby, po drugi strani sem se počutila flat as a pancake in zdaj dejansko sem v glavi ok. Vem, da ful dostikrat rečem dejansko, tako da se vam že vnaprej opravičujem, ampak zdaj sem v glavi tisto ok. Trenutno jem 2500, ne, malo več zdaj, 2600 kalorij na trening day. Treniram še vedno po svojem normalnem splitu, ki je ostal cel čas enak, torej upper, lower, rest. Imam na vsaki upper body, oziroma ne, na vsaki drugi upper body imam 20 minut kardija in dnevno imam 11 000 korakov in en off obrok
tedensko dovoljen, oziroma dovoljen. Se tudi, če si vzamem več, ni nič, ampak pač eno obrok tedensko si poskušam vzeti. Tako da to je zdaj to od tega, kje smo trenutno. So pa tudi z Meg zdaj zamenjali trening plan zaradi tega, ker če hočem fitati v svojo kategorijo in imam namen ostati v bikiniju, moram dati stran ves quad work, torej quad worka nimam, torej nobenih vaj, ki so, bom rekla, neposredno targetirane na kvadricepse. Imam vaje, ki jih mogoče tudi se dotaknejo, valjda itak pri compound movementih tega ne moreš zdaj odstraniti, lahko pa minimaliziraš. Tako da imam dejansko vse svoje treninge za lower body fokusirane na zadnjico in pač posledično tudi na hamstringe, aduktorje. In pri upper bodyju se najbolj fokusiramo na rame in na lete. Tako da to je zdaj to od tega. Se mi zdi, da je ta video zdaj že kar dolg, tako da ga bom tukaj zaključila. Hvala vsem, ki ste si ga pogledali. Če vas pa zanima, kaj glede teme, pa me lahko spremljate na Instagramu, kjer itak redno objavljam svoj lifestyle. Tudi delam na tem, da še bolj razširim svoj online coaching, da pomagam še večjim puncam. Trenutno delam z okoli 50 do 55 puncami. Jaz mislim, da so vse zadovoljne, vsaj koliko dobim jaz feedbacka. Imam še trenutno nekaj prostih mest, če vas zanima tudi to, bom pustila tukaj nekje link do svojega aplikationa za online coaching. Če ga ne najdete, pa lahko mi vedno napišete na Instagram ali pa se prijavite na to tam. Tako da definitivno, bom rekla, gledam naprej na to, da naredim še več YouTube videov, da poskušam s tem biti malenkost bolj konsistentna, ker sem tudi taki perfekcionist, da sem prvi video rekla, ok, glej, kaj bo, pa sem ga pač posnela takrat z telefonom, zdaj pa sem nekaj, da vseeno želim s kamero, da želim z mikrofonom, da želim malo bolj kvalitetno. Če imate mogoče kakšne, bom rekla, ideje, kakšna vprašanja, zanimanja, mi lahko to vedno napišete v komentar, pa bom poskusila tudi kaj od tega uresničiti. Tako da najlepša vam hvala še enkrat in se vidimo.